Spoštovane ustvarjalke kviltov, ljubiteljice kreativnosti, cenjene gostje, prijateljice, spoštovani vsi, tudi oba moška, ki ju imamo. Res prisrčno dobrodošli na odprtju razstave tretjega sejma kreativnih idej v tem čudovitem okolju in v tem času tudi zelo aktualnem naslovu Tilda, praznično sporočilo. Pred nami je praznični mesec december in kaj lepšega kot pravočasno si ogledati, kako lahko svoj dom primerno in kreativno uredimo. Pred nami je razstavna zbirka, ki združuje 18 raznolikih kviltov, umetnin, ki ste jih v okviru spomladi razpisanega natečaja Marinas Quilt Studio and More ustvarile dve izjemne slovenske ustvarjalke. Prav vse, teh vas je letos okoli 10, mogoče tudi kakšno več, ste morali izdelati svoj kvilt iz prepoznavne Tilda tkanine in skozi to čudovito teksturo in barve izraziti svojo vizijo prazničnega okrasja vašega doma. Vsi izdelki te razstave so torej v znamenju tega 25-letnega jubileja, ki ga praznuje Tilda. Sprva je bila to ljubka, čarobna lutka, ki jo drži naša Marina v rokah. Ta je sodi pravzaprav v kategorijo originalov, ker je podpisana s strani njene avtorice. Zasnovala jo je namreč norveška oblikovalka Tone Finanger. Njena ideja je bila, da vsakdo v življenju zašije svojo Tildo in vanjo vdahne del svoje duše. Danes je Tilda kot blagovna znamka sinonim za gumbe, trakove, dodatke, celo knjige, predvsem pa za tkanine. In vsi izdelki, kot sem že rekla, tega natečaja in te razstave so narejeni iz tkanin proizvajalca Tilda. Sicer pa ima kviltanje dolgo in bogato zgodovino, ki sega po znanih virih tja tam do pričetka našega štetja. V Evropi naj bi se uveljavila tam v 11. ali 12. stoletju, sprva kot način združevanja koščkov blaga za potrebe oblačil in pokrival, nato pa kot umetniško izražanje s prefinjenimi vzorci in tehnikami. Še danes kvilti ohranjajo svojo praktično vrednost, a ob tem postajajo tudi prava umetniška dela, ki nosijo tradicijo, ljubezen, kulturno dediščino različnih narodov in časov. Kljub vse bolj hitremu tehnološkemu razvoju in industrializaciji, popularnost kviltanja v svetu raste, pa tudi pri nas. Prav po zaslugi takšnih ekip, kot je Marinas Studio, ter gonilne sile tega studija Marine Milaš-Puljič, ki že 3. leto organizira sejem kreativnih idej, posvečen izključno umetnosti kviltanja. Svojo predanostjo, energijo in ljubeznijo do kviltanja nam odpira prostor, kjer se lahko srečujete vi, ustvarjalci, izmenjujete znanje in izkušnje, ter s tem dvigujete to obliko umetnosti na novo raven. Marina s svojim studijem prispeva k temu, da ta unikatna obrt postaja del kulturnega utripa sodobne Slovenije in da se ustvarjalnost prepleta s tradicijo in današnjim časom. Pa prav zato Marino vabim k besedi, da slišimo njen zorni kot kviltanja in tudi ključno sporočilo, ki ga daje družbi. Marina. Pozdravljene, drage ustvarjalke, kviltarke in ljubiteljice Tilda Fabriks. Za nami je leto čudovitega ustvarjanja in sem ponosna, da se nam je uspelo zbrati v takem številu, zbrati spet toliko čudovitih kviltov in jih razstaviti, da vidi vsak, ki se to želi, da nas obišče. Letošnja novost prihaja tudi iz zbirnine, ne smemo na nje pozabiti, ker tako je nastala tudi naša firma Marinas Quilt Studio, kar smo tudi zastopniki blagovne znamke šivalnih strojev Firmina. Torej, letošnja novost je pred vami in je tik iz tovarne prišla k nam 2 dni nazaj. To je šivalni stroj Bernet 08, kar je prototip industrijskega stroja za domačo uporabo.
Danes vam Almira, naša modna kreatorka, predstavi njegove funkcije, njegove elemente izdelave oblačil in seveda pokaže, kako je hiter. Zelo hiter v primerjavi z vsemi našimi stroji Bernina, ki jih imamo v studiu v salonu. Pri Alenki, ki jo tudi zelo dobro že poznate, se lahko zglasite in pogledate, kako lahko naredite nakit s pomočjo vodotopnega stabilizatorja. Vezla nakit bo na vezilnih strojih Bernina in Bernet, ter preizkusili naše overlock stroje, ki so, lahko rečemo, da eni najboljših v Sloveniji. Pri Exoni, ki vas pospreme tudi v delavnice, v prostor, kjer bodo delavnice, se lahko oglasite, ogledate naše pripomočke za šivanje in seveda obogatite svojo zbirko doma. Torej, danes smo tu za vas, da odgovorimo tudi na vaše vprašanja, da se družimo na delavnicah in seveda lepo provedemo skupaj tam. Razstava kviltov iz blaga Tilda Fabrics z imenom Praznično sporočilo je uspela. In sedaj vas vabim, da oddate svoj glas. Glasujete največ za 2 izdelka. Torej, po vaši izbiri, seveda lahko glasujete tudi za svojega. To pa vsekakor. Hvala lepa, Marina. Današnji praznik kviltanja smo bogato zapolnili z dogodki, ki še pridejo v urnik, predvsem z delavnicami, kjer se boste lahko bolj temeljito seznanile s kviltanjem, pa seveda tudi s šivanjem kot takim. Že 15 minut čez 10 se začenja delavnica, ki je žal že zasedena, ampak potem 11:45 je naslednja delavnica izdelave torbe Baul. To delavnico bo vodila Almira Nemcova, ki je tule, evo, in ob tej priliki naj povem, da sem jaz danes tudi modelka. Almira mi je naredila za današnji dogodek tole krilo iz zelo zahtevnega blaga, polnega črt in vzorcev, ki jih je potem uspešno ujela v tole kreacijo in počutim se prav dobro. Tako da hvala lepa, da sem lahko vzorčni model za seveda vaše kreacije. Naslednja delavnica je ob 13:30, potem gre za ročno vezenje. Bernarda Valenčič bo vodila to delavnico in pa zadnja ob 15. uri, ki bo namenjena izdelavi tekstilne slike, ki jo bo vodila Marina in pa Bernarda Valenčič. Vse te 3 delavnice pa moram povedati, da so plačljive. Torej, novost, ki jo je Marina že omenila, letošnje razstave je, da boste izbirale najlepši, najboljši, najbolj kreativen izdelek te razstave. Zato seveda ne pozabite vzeti vaš glasovalni listič pri liniji, če ga še niste vzele, zato da boste napisale, kateri izdelek se vam zdi najbolj primeren. Zvečer ob 18. uri pa bomo razglasili zmagovalca letošnjega natečaja. Torej, nagradili bomo vas, ki ste ustvarjali, zato je Marina Studio pripravil 7 res lepih nagrad, tako da boste imeli občutek, da se je sodelovanje na tem natečaju v resnici izplačalo, da je bilo opaženo, videno in bo to neke vrste motivacije tudi za naprej. Nagradili pa bomo tudi izžrebanega glasovalca, torej nekdo, ki bo dodal svoj listič, bo dobil tudi zelo lepo nagrado. Mogoče malo o nagradah, Marina, ti jih veš na pamet, tako da ti kar predajam mikrofon. Tako, prva nagrada, ki jo podari Marina Studio Bernina, je tečaj kviltinga. Skupaj z mano boste se sprehodili čez kvilting, ki sem ga vam pripravila. Tudi se boste naučili novih tehnik, ki jih vidim, da v Sloveniji mogoče še ni vsak obvlada. Druga nagrada je Tilda, seveda. Drugo nagrado seveda pripravila za nas Tilda,
bogato obdari nagrajenko z svojim čudovitim blagom Tilda Fabriks. Tretja nagrada je Madeira, čudovice cukancev Madeira Kotona, ki je tudi zelo primeren za prišivanje naših izdelkov. Četrta nagrada je letos znanega proizvajalca pripomočkov za šivanje Prim, ki nam podari zlate krojaške škarje in kremico za roke, da bodo rokice lepo ustvarjali. Peta nagrada je svetovno znanega izdelovalca setov za vezenje Riolis. Šesta nagrada je Medex, prispeval svoj komplekt za zdravje. Sedma nagrada je manjši komplekt od Tilde Fabriks, pri čemer je Tilda za vsakega izmed nagrajencev še položila v našo vrečkico svoj komplekt ustvarjalnega blaga. Darinka še pove mogoče o Telekomu. Ja, seveda se zahvaljujemo pa tudi družbi Telekom, ki ta dogodek podpira in smo zelo počaščeni in veseli, da imamo tako ugledno slovensko družbo v naših vrstah. Torej, da zaključim, na koncu še enkrat hvala vsem, ki ste prispevali svoja dela. Vsaka prešita stvaritev tukaj nosi svoj edinstven pečat in bogati tale praznični prostor. Prav tako najlepša hvala Marini in njeni ekipi za organizacijo tega dogodka, ki je pomemben korak pri širjenju in povezovanju quilt skupnosti v Sloveniji. Vidim, da se krepi in seveda dekleta držite skupaj. Naj vam ogled teh čudovitih quiltov prinese navdih in toplino, vlije praznični duh, ki ga vsak od teh unikatnih kosov nosi v sebi. Zahvaljujemo se pa tudi našemu tradicionalnemu podporniku cvetličarni Eli, tule čez cesto. Vsako leto nas lepo podprejo z lepimi cvetlicami in če boste ob odhodu potrebovali cvetje, se kar oglasite tam pri njih. Ob 11. nadaljujemo še z eno podobno prireditvijo, pričakujemo namreč nekaj novinarjev, pa tudi članice Društva poslovnih žensk FAM, tako da če boste tukaj takrat vas še enkrat vabim v eno takole okolje. S tem, spoštovane in oba spoštovana gospoda, je ta razstava tudi uradno odprta. Uživajte, družite se, izmenjujte si izkušnje, vaša mnenja in krepite seveda to izkušnjo, ki jo imate, to vašo mrežo tudi, ki ste jo ustvarili. Hvala lepa za vašo pozornost. Seveda se pa kmalu začne prva delavnica. Tako, hvala lepa. Hvala lepa.